Gospod Pogorelc, kako gledate na povečanje pooblastil policije, ki ga predvideva danes na vladi sprejeti Šutarjev zakon, če se najprej omejimo na ta varnostni del? No, najprej moram reči, da vsak napor pozdravljam. Bolj me skrbi to, da je rok trajanja teh zakonov sorazmerno kratek, oziroma moti me to, da ni to za nedoločen čas, kajti vlada je to sprejela nekako od 1 do 3 let. Moramo vedeti, da preden gre neka stvar v proceduro, preden da sodišče karkoli odloči, traja vrsto let tudi kakšen postopek, tako da tukaj sem pričakoval vseeno zakone, ki bodo za nedoločen čas, ne pa da sprejemamo zakone, ki bodo demo zakoni, kot se lahko tako izrazim, in pa da bi nad temi zakoni bdeli in jih pač ustrezno korigirali. Kajti gremo za to, da enostavno zakon, ki tangira področje varnosti državljank in pa državljanov Republike Slovenije, ne sme biti zakon, ki bo delegiral politično voljo katerekoli vlade. Kaj pravite na to, na ta pomislek, da bo zakon veljal premalo časa? Glejte, verjetno se boste vsi z mano strinjali, da je varnost osnovna temeljna pravica, v kateri se moramo dejansko vsi poenotiti in tu moramo imeti iskrene namene. Dogodek v Novem mestu je sodu zbil dno in vlada je dolžna odreagirati hitro in učinkovito z zagotovitvijo varnosti državljank in državljanov. V bistvu je ta zakon odločen boj proti oboroženemu kriminalu in nasilnežem. Nasilnežem, ki se mnogokrat preveč počutijo nedotakljivi. Če smo želeli na hitro in učinkovito speljati zadevo, je bilo potrebno aktivno sodelovanje vseh državnih institucij vpletenih v to zgodbo in seveda tudi aktivnosti županov. To je na nek način je omnibus, zdaj vam bom odgovoril. Saj to ni očitek, očitek je to. Ne, zdaj je dejansko ta zakon je omnibus, ki posega v 7 zakonov. In mi smo rekli, da bomo spremljali učinke teh zakonov in jih postopoma implementirali v posamezne zakonodaje. Zato ima, bom rekel, omejen rok trajanja in določene ukrepe jih moramo dejansko spremljati, koliko so učinkoviti, koliko so določene institucije učinkovite in koliko je smiselno implementirati v posamezen zakon po normalnem rednem postopku. Naša želja je, da ta zakon, ki je trenutno na mizi, se vključi čim več deležnikov, da ga še izboljšamo, seveda z željo, da zagotovimo čim večjo varnost državljank in državljanov in po drugi strani, da stopimo na prste tistim nasilnežem, ki to počnejo dnevno, tedensko in zaščitimo žrtve, ki so mnogokrat preveč tiho. Jaz vsekakor pozdravljam vse napore in skrajni čas je, da žal je moralo priti do smrtne žrtve v Sloveniji, vendar nekaj moramo vseeno vedeti. Preveč demokracije, vemo, da pač demokracija je za pametne ljudi. Ampak enostavno mislim, da v Sloveniji prepuščamo predolgo ta odprti čas, kdo bo kaj povedal, kaj bodo povedale nevladne organizacije, kaj bo povedalo, kot vidimo, ustavno sodišče. Ko smo zadnjič videli izjavo, me je nekaj razmrazilo ravno vaši daji, ko je bila izjava posneta, da bo že varnostnik na vratih, bom rekel, zavrgel predloge zakona. Veste, ja, ustavno sodišče. Veste, to so ljudje, ki enostavno nimajo občutka in ne vem, če se ti ljudje upajo sedaj do družine Šutar in pač povedati ta stavek. Človek je umrl zaradi tega, ker nekdo v Ljubljani preprosto ne pozna ali pa noče poznati, ne vem zaradi kakšnih razlogov, noče pač poznati, da v državi imamo velik problem. Tako da vsekakor pozdravljam, ne želim pa si, da je ta čas, bom rekel, usklajevanja predolgo odprt, da bodo v tem času volitve in bomo rekli, vse nekaj smo poskušali narediti, vendar se je čas iztekel. Po drugi strani pa, da dajemo zakonu oziroma rok trajanja od 1 do 3 let. Spremimo zakon podpredsednik, ki bo veljal za nedoločen čas, pa ga potem korigiramo in spremljamo vse zakone, ne da bomo rekli, se ta zakon se pa ne obnese. Sproti naj se, bom rekel, novelira. Gospod župan, naj vas pomirim. To je zakon, ki spreminja 7 zakonov.
In vse te učinke, ki jih bojo imeli, posamezni se bo v tem implementirali v posamezen zakon. Mi bomo pa, verjamite mi, tako kot smo do zdaj pripravljali vse aktivnosti na različnih področjih, hitri in učinkoviti. Mi s tem ne bomo mečkali, mi bomo stvari pripeljali do konca. Vseeno si moramo pustiti pa toliko manevrskega prostora, da prisluhnimo določenim pripombam, ki so lahko, bom rekel, tehtne in ki imajo, bom rekel, stališča varovanja, bom rekel, ustavnih pravic, absolutno. Ja. Gospod Pogorelec, kaj pa tisti del zakona, ki se nanaša na socialne prejemke in omejitve z njihovim razpolaganjem in prenos na odločanje na centre za socialno delo? Ja, točno to, ko sem danes poslušal ministra Luko Mesca, sem imel nekako v vidu, da enostavno zopet prelagamo veliko odgovornost ravno na delavke v socialnih ustanovah oziroma na teh zadevah. Enostavno je preveč tega kontakta. Tukaj bi moralo biti stvar, ki bo avtomatizem, ko ne bo... Zakaj? Odvisno. Zaradi tega, ker se že sedaj dogaja, naprimer ravno pri centrih, ko otroci ne hodijo v šolo, ko bo treba izplačevati namesto v denarju, ko bo treba pač enostavno ponuditi, bom rekel, materialne dobrine. In tukaj že prihaja do pritiskov in marsikaj tudi delavke na socialnih centrih enostavno morajo popuščati. V končni fazi, poglejte, 2 meseca nazaj se je v Ribnici ravno nad socialno delavko zgodil incident, fizični napad. Kaj pravite na ta pomislek, da bi moral biti to večji avtomatizem? Da ne bojo te socialne delavke izpostavljene pritiskom? So različni. Zdaj, če gledamo, kar se tiče rojstva otrok, mladoletnic, mi puščamo otroški dodatek, ker to je pravica otroka. Upravljanje tega dodatka pa prenesemo na Center za socialno delo, da ta denar dejansko gre res za namen otroka in zaščito otroka. Jaz sem dobil kar nekaj podatkov, da upravičenci tega otroškega dodatka niso mame otrok, dostikrat so starši oziroma oče ali celo none in nonoti. Se pravi, mi smo zelo jasno opredelili, da je ta denar potrebno porabiti za pravico otroka in ga ne ukinjamo. Je pa res, da smo po drugi strani nekoliko bolj restriktivni za tiste povzročitelje takih in drugačnih kaznivih dejanj, kjer bo zdaj možna izvršba tudi iz socialnih prejemkov. In hkrati smo dali večja pooblastila finančni upravi, da kontrolira izvor premoženja. Ja, mislim, vse to se lepo sliši in še enkrat pozdravljam, vendar to se mora spraviti v prakso, kajti enostavno velikokrat imamo ustanove, ki svoje domače naloge enostavno ne opravijo. Menite, da bodo centri to zmogli? Jaz verjamem v strokovno delo centrov, bili bojo tudi določeni sklepi podprti tudi sklepom sodišča, kar se tiče morebitnega odvzema otrok in tako naprej. Moram pa povedati bistvo tega zakona. Bistvo tega zakona je, po mojem mnenju, zaščita žrtev nasilja, vseh oblik nasilja in dejansko, da te povzročitelje nasilja jim stopimo na prste, da nimajo tega občutka nedotakljivosti. Zdaj bom povedal plastičen primer, zakaj. Recimo, gospod župan je bil žrtev nasilja. In če ga on, storilca, ne bi prijavil, ga potem ne bi preganjali po uradni dolžnosti. Samo hujše prekrške se preganja po uradni dolžnosti. Manjše prekrške pa v tem trenutku ne, razen z določenimi kaznovalnimi ukrepi. To pomeni, da ko človek enkrat nekoga udari, ta ga ne prijavi. Ga bo še drugič, ga bo tretjič in ga bo četrtič. In mu bo grozil, da bo lahko pretepil še ženo, brata in tako naprej. In ta živi v strahu. Ta živi v strahu. Mi bomo dejansko, ko bo policija zaznala, bo to avtomatizem pregona teh kaznivih dejanj. In s tem ima ta Šuterjev zakon tudi preventivne učinke, da dejansko do teh dejanj ne bo prihajalo več, ker bo sledila
tudi kazen in potem pripor, zapor in tako naprej. Kaj pa pravite na te pomisleke? Največ jih sproža ta dodatno pooblastilo policiji, da lahko brez sodne odredbe vstopi v stanovanje, ko išče orožje ali nevarne predmete. Ali vi to podpirate, tak člen? Zagotovo podpiram, kajti v bistvu se gre samo zaradi tega, da je za orožje in orožje, bom rekel, če je nezakonitega izvora in da nima vse ustrezne dokumentacije, v bistvu nima kaj iskati v katerem koli domovu, ali je to romsko naselje ali pa je to v neki ostalem prebivalstvu. Tako da absolutno te stvari podpiram, kajti enostavno, če tega ne bi bilo, oziroma če bi se te stvari uredile, verjamem, da tudi tega nasilništva bi bilo mnogo manj. Še enkrat pa poudarjam, videli smo, kako je bilo naprimer sedaj tudi v romskem naselju Žabjek, ko je bila teden dni nazaj, ko je bila tudi izredna seja mestne občine oziroma mestnega sveta, ko so streljali, pa so policaji lahko samo nemo gledali in iskali naboje, medtem ko postopka niso morali speljati. Kako vi zdaj odgovarjate na te pomisleke? Veliko jih je, da mogoče so nekateri deli zakona tudi ta, ne vem, preveč restriktivni, da preveč posegajo človekove pravice. Jaz mislim, da ne, da so mogoče mnogokrat narobe razumljeni. Ravno to sem povedal na začetku, da je to predlog zakona, ki dejansko ima možnost izboljšav, kjer bomo zaznali mogoče kršenje ustave ali človekovih pravic. Mi smo res opravili temeljito delo in pregled in aktivnosti in hkrati vključili vse te pristojne institucije. Mi se nismo kot politika izmišljevali predlogov zakona, ampak smo jih dobili tudi iz strani sodstva in policije in te predloge implementirali v ta zakon. Poglejte, predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša je o teh napovedanih ukrepih v zakonu za reševanje te problematike zapisal takole oziroma dejal takole: če bi mi to predlagali, bi bili dvojni fašisti. Če bi napovedal vstope v stanovanja brez odredbe po Ljubljani, ne bi vozili samo koles, ampak tudi motorje. Kaj pravite na ta njegov prvi komentar? Glejte, na ta komentar je v bistvu spet v navednicah zavaja javnost, ker ne definira, katere vstope, to je točno te vstope, ker je tudi župan, bom rekel, jih pohvalil. Gre izključno za takrat, ko gre za uporabo orožja in nezakonito oboroževanje. Janša pravi, da situacije ne bo nič rešilo, če ne bo sprejeta tudi zakonodaja, ki je že v parlamentarni proceduri in proti kateri je vladna koalicija 4-krat glasovala proti. Bo ta, kaj pravite na ta njegov argument, da situacije ne bo nič rešilo, če poleg tega, kar predlagate vi, ne bo sprejeta tudi zakonodaja, ki je že v parlamentarni proceduri, ki so jo predlagali tudi župani in jo NSI in so jo oni še enkrat vložili? Razlika je med tem, kar je vsebuje ta Šuterjev zakon, ki je dejansko usmerjen v varnost državljank in državljanov, ali ukrepe, ki gre za integracijo in določen del tudi odvzem socialnih podpor ali pa vključevanja otrok v šolo ali pa integracije. Del teh zakonov so že bili sprejeti v zakonih, ki jih je vlada podprla in dala v proceduro, del pa grejo skozi ta Šuterjev zakon, ko gre za to. Bistvo pa tega zakona je zaščito žrtev in varnost. Povejte mi, kaj zdaj vi pričakujete od vlade in poslancev, ko bodo te predloge dobili, tako vladajočih kot opozicijskih, ko bodo te predloge dobili v parlament? No, jaz tukaj pričakujem predvsem, da bo tukaj Slovenija enotna in da bomo razumni, da tukaj ne gre, kdo bo zmagovalec. Zmagovalci bodo tisti poslanci, ki bodo, bom rekel, podprli za dobrobit vseh državljank in pa državljanov Republike Slovenije, tudi za Rome, kajti končni fazi Slovenija mora vzpostaviti okvir, rdečo črto, čez katero ne sme nihče, poudarjam, vendar pa še enkrat, tako kot ste že sam namignil, potrebno je peljati tudi postopek integracije. V tem primeru je to premalo omenjeno. Govorim o tem, da kar se tiče osnovne šole, moram reči, da
sedaj, ko je vlada sprejela ta program Romanizor, se dogaja to, da otroci v 6. razredu, predvsem romski otroci, enostavno v 6. razredu zaključijo pouk v rednem procesu in se raje odločijo za program Romanizor. Zakaj? Zaradi tega, ker dobijo vsako uro plačano. Si morate misliti, da enostavno država destimulira v tem in tukaj treba to prakso takoj prekiniti. Otroci morajo hoditi k rednem pouku in brez kakršnih kolih zadev. Po drugi strani pa, ko je gospod Mesec danes dejal, da bomo občine, češ bo treba na javnih delih vključiti 10% Romov. Poglejte, z veseljem, gospod Slak, mi v Ribnici in tudi verjamem, da v ostalih občinah smo poskrbeli za te, vendar enostavno je naša socialna država preveč socialna, zaradi tega, ker je socialni prispevek oziroma socialni transfer nedotakljiv, se potem dogaja to, da enostavno ne želijo iti delati, kajti imajo tudi najbrž kakšne zatečene obveznosti in enostavno je težko oziroma nemogoče pridobiti Roma na samo delo. Tako da tukaj bo mogel gospod Mesec, če se bo želel tega vpliva in tudi sam osebno si ga želim, ker imamo dovolj dela tudi za Rome, bo pač treba narediti to, da bo treba to socialno politiko približati to, da bodo da se bo delo splačalo, da bo vrednota in pa B, da bodo šli zdravi ljudje delati. In še nekaj predlagam, gospod podpredsednik, treba je ustanoviti job centre, socialno podjetništvo, kajti Romi potrebuje neko prehodno obdobje, tako kot je za ostale zadeve po Sloveniji raje nameniti ta denar za izgradnjo socialnih podjetij, kjer bi se Romi enostavno vključili v trg dela in tukaj bi lahko delali marsikaj koristnega in bili vključeni v proces. Ja, hvala lepa. Temu se reče konstruktiven predlog reševanja določene problematike, kar je tudi župan povedal, je že vključeno v tem Šuterjevem zakonu. Smo odprti za dodatne pobude, dodatne predloge, vse v interesu varnosti vseh nas in da mi je dejansko mar za varnost in da živimo vsi v miru in v svobodi in v skupnem razumevanju. In resnično tale zakon mora poenotiti celoten slovenski politični prostor in vse deležnike, ki aktivno sodelujejo pri varnosti. Najlepša hvala obima, da ste bili naša gosta. Hvala. Hvala.